Namen okrogle mize je z inspiracijo uspešnih skupnostnih praks spodbuditi razcvet skupnostnih sončnih elektrarn in ob tem ustrezno nasloviti tudi socialne izzive tega trenutka, kot so na primer dvig cene energije. V okviru okrogle mize bomo spoznali tudi dve zanimivi dobri praksi iz Španije in Nemčije, ki nam bosta služili za iztočnice k razpravi. Danes imamo za te teme zelo relevantne goste. Vsi so oziroma ste ljudje konkretnih dejanj in verjamem, da bodo tako konkretni tudi vaši odgovori. Z nami so gospod dr. Robert Golob iz družbe GEN-I in eden vodilnih strokovnjakov za elektroenergetiko v Sloveniji. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Gospod Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina. Pozdravljeni. Dobar dan. In gospod Marko Funkel, župan občine Hrastnik. Tudi vam lep pozdrav. En lep pozdrav sem. Pa pojdimo v razpravo. Dr. Golob, med državami Evropske unije je Slovenija na 26. mestu po inštalirani sončni energiji na prebivalca. Slišimo, da ni dovoljšne podpore strani države, pa tudi ambicije so nizke, saj je Slovenija napovedala, da bomo delež obnovljivih virov energije do leta 2030 dvignili le za 0,2%. Pri čemer pa vemo, da je tehnični potencial pri nas ogroman, a ne? Ampak vi kljub temu pravite, da ste optimist, predvsem kar se tiče skupnostnih sončnih elektrarn. Čemu? Zakaj je temu tako? No, saj jaz sem optimist pri vsaki stvari, ne samo pri tej. Verjamem, da se v resnici vsaka rešitev problema začne z optimizmom. Nobenega problema ne rešiš, če se vnaprej udaš. Kar se pa tiče skupnosti, obstaja ena velika razlika med individualno samooskrbo in skupnostno samooskrbo. Čisto tehnična. In to je, da individualna samooskrba dejansko v omrežju prej ali slej postane breme. Ker se individualne elektrarne gradijo na hišah, ki so na koncu distribucijskih vodov. Skupnostne elektrarne se pa lahko gradijo v naseljih, strnjenih naseljih in tudi na točkah, ki so z vidika omrežja bistveno močnejše in zato tudi niso potrebni nobeni dodatni posegi. Po domače, v resnici bi morali inženirji, elektroinženirji spodbujati ravno razmah skupnostnih elektrarn, ker je to pot, po kateri najhitreje realiziramo naš sončni potencial in ob najmanjši motnji v elektroenergetskem omrežju. To dvoje je tako močen motiv, da je v resnici edino smiselno, ko se sprašujemo, kako je izkoristiti potencial, prav skupnosti dati na prvo mesto. Da se razumemo, nič nimam proti individualni samooskrbi in jo strašno podpiram, vendar z vidika tega, kaj je kot ukrep države, če hočete, ali pa politike, najbolj zaželjen, da z njim štartamo takoj in čim hitreje, je to skupnost. Čisto iz tehnike, pa iz ekonomike. Potem imamo pa še en fenomen pri skupnosti za razliko od individualnega, kar pa izhaja že iz teh besed, ki jih uporabljamo. V skupnosti naslavljamo vprašanje delovanja za širšo skupnost in širše dobro. In naslavljamo vrednoto solidarnosti. In to je tudi ena vrednota, ki nam je sploh teh cajti covida žal precej zmanjkalo in tudi zaradi tega razloga bi bilo zelo koristno, ko bi politika ali vladne politike dale prednost in maksimalen pospešek ravno skupnosti na tem področju. No, tukaj vam še postavljam pod vprašanje, ravno na ta zadnji delček vašega odgovora. Torej, kakšni pa so tisti potrebni premiki politik oziroma kakšno sistemsko podporno okolje še manjka? Namreč prej smo imeli tudi vprašanje iz publike, še v prejšnjem delu strani občinstva in če ga kar ponovim, kakšen bi bil paket ukrepov, ki se lahko sprejema na občinski, lokalni ravni, ki bi imeli podobne učinke kot nemški zakon na nacionalni ravni, ki smo pa če ga prej spoznali v prvem delu konference. Jaz mislim, da imamo dobro zakonsko podlago in ni potrebe, da iščemo lokalne ukrepe. Jaz verjamem, da je zakonska podlaga za celo državo ustrezna, zdaj rabimo izvedbene akte. Treba bo dosti trdega dela v začetku prihodnjega leta, ampak mislim, da je stvar dobro tlakovana, trdo delo pa mora predvsem v smeri, kako narediti izvedbene akte, da bodo te skupnosti čim enostavneje izvedljive. Da je stvar enostavno izvedljiva, je bistveno težje, kot se sliši, to narediti. Predvsem z vidika fleksibilnosti pri vstopu in izstopu, predvsem z vidika jasnosti obračuna za nekoga, ki je v skupnosti in predvsem z vidika hitrosti pridobivanja streh. No in zdaj vam dam na lokalno raven, ravno hitrost pridobivanja streh je eden od izzivov, ni najtežji, je pa pomemben, kjer pa je sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ključno, ker lokalne skupnosti so tiste, ki lahko tukaj pa dejansko bistveno olajšajo dostop do streh.
Super, hvala. In zdaj se selimo na lokalno skupnost, gospod Bevčanin. Občina Ajdovščina se ponaša s prvim slovenskim primerom samooskrbne skupnosti, ki se oskrbuje z zeleno energijo iz sončne elektrarne, ki ste jo postavili na tankajšnji podružnični osnovni šoli. Govorimo o vasi Budanje na Vipavskem in je namenjena v bistvu skrbi lokalnega prebivalstva z električno energijo iz obnovljivega vira, torej iz sonca. Pobuda za pilotni projekt je prišla strani Genij Sonce, ki je kot ponudnik storitev v celoti tudi pokril vrednost naložbe, sončna elektrarna pa je bila po pridobitvi vseh soglasij postavljena v samo 5 dneh. Z delovanjem je začelo v začetku letošnjega leta. Torej, slišali smo, veliko smo brali o tem, da so bili krajani Budan, pravzaprav, da so ponudbo sprejeli z navdušenjem. In me zanima, kaj je bil tisti najpomembnejši faktor, da so občanke in občani to tako sprejeli, zakaj so bili tako navdušeni in kako gledajo na to danes, se pravi skoraj 1 leto po začetku obratovanja. Drži, projekt je bil, bom rekel, že od samega začetka v Budanjah sprejet z veliko mero navdušenosti in verjamem, da ta pravzaprav navdušenost samo še traja, kajti jasno je, da so se prav v tem letu pokazali tisti učinki, ki se jih je v začetku lahko samo obljubljalo. Torej, bom rekel, z vidika skupnosti imamo precej pozitivnih učinkov, če tako rečem. Po eni strani ima model, po katerem smo mi zgodbo peljali skupaj z Genijem, z Genij Sonce, učinek na občinski proračun. Na koncu dneva v bistvu se za javne objekte, kjer strehe, bom rekel, oddamo v najem oziroma na njih podelimo služnost, zato plača tudi ustrezno nadomestilo, kar, bom rekel, opolnomoči tudi občinski proračun. Druga zadeva, v bistvu, ki je jasno z vidika občanov najbolj zanimiva, je ta, da povzroča logično samooskrba bistveno oziroma pomembne prihranke pri oskrbi z energijo. Torej, govorimo o tem, da so vse položnice za električno energijo zmanjšale, da so se pomembno zmanjšale in da zdaj po 1 letu v bistvu je ta učinek že, bom rekel, še kako merljiv. In pa tretji ključen razlog, da smo se tudi kot občina Ajdovščina odločili za to, da pravzaprav v projektu stopimo, je pa generalna usmeritev, ki jo moramo vsi zasledovati, in to je usmeritev v obnovljive vire energije. Torej, tukaj, bom rekel, na pilotnem projektu smo pokazali, da je možno, da se da, učinki so pa seveda večplastni, tako na občane, kot na lokalno skupnost, kot na okolje, in to je tisto, v bistvu, čemur mora pa občina jasno v vseh pogledih najbolj stremeti. Mogoče še tudi za vas eno podvprašanje in sicer me zanima, če je morda tudi vaš projekt, se pravi moja pobuda, to se pravi v okviru katerega občanke in občani se vključujejo v načrtovanje porabe občinskih sredstev, tako imenovani participativni proračun, tudi spodbudil participacijo. V smislu, da nekaj participacije spodbuja še več participacije in to spodbudi še več participacije. Zagotovo. Bom rekel, kjerkoli smo s participativnim proračunom štartali, bom rekel, se obrnili na naše občanke in občane v bistvu in jim prikazali možnosti, ki jih skozi to imajo, tam smo naleteli vedno na, bom rekel, zelo dober odziv. In pravzaprav participativni proračun peljemo na območju celotne občine in pravzaprav prav posod dosegamo tiste učinke, ki smo jih želeli. Ne samo, bom rekel, v smeri tega, da dobimo dobre, kvalitetne, manjše projekte, ki jih potem tudi izvedemo po lokalnih skupnostih, ampak predvsem v smislu povezovanja ljudi med sabo, predvsem v smislu razmišljanja o skupnem, o skupnosti, o pravzaprav skupni lastnini. Tudi tisto, kar smo ugotovili tekom projekta, je to, da se je odnos do družbene lastnine v bistvu bistveno izboljšal glede na, bom rekel, obdobje pred uvedbo participativnega proračuna. Enako so tudi občanke in občani, bom rekel, sedaj bolj dojemljivi in bolj razumejo sam ustroj dejansko občinskih financ, torej, da pravzaprav moramo zbirati projekte glede na potrebe, glede na nujnosti in da pravzaprav vsaka zadeve ne moremo izvesti takrat, ko se dejansko tudi neka želja, zahteva oziroma pobuda pojavi. Kakorkoli, če grem nazaj na, bom rekel, odgovor na vprašanje, prepričan sem v to, da se z več participacije vedno dosega samo še večjo stopnjo participativnosti v družbi in to je zagotovo izjemno pomembno. In je izjemno pomembno za vse projekte, bom rekel, ki so tako imenovani skupnostni projekti, torej ne samo energija, ne samo demokracija, ne samo participacija v ožjem pomenu besede, ne samo okolje, ampak dejansko moramo na zgodbo gledati celovito kot skupnost in v bistvu vse usmerjati v to, da, bom rekel, čim bolj sodelujemo in si pomagamo, bom rekel, pri izboljševanju kvalitete življenja.
Hvala lepa. Gospod Funkel, ko pomislimo na Zasavje, pomislimo na energetiko, ne pomislimo pa, no, vsaj zaenkrat še ne, na zeleno energijo. Julija letos se je s temeljnim kamnom pričela gradnja največje sončne elektrarne, ki bo prostor pod soncem dobila prav v Hrastniku. Nastaja pa tudi skupnostna sončna elektrarna. V projekt bo vključena tudi občina, ustanovila se bo energetska zadruga, ki bo upravljala z elektrarno, ki naj bi bila postavljena na osnovni šoli v Hrastniku. Kot vključeni v projekt pa bodo v skupnostno samooskrbno povabljeni tudi lokalni prebivalci, ki bi si na ta način znižali stroške za energijo. Šlo naj bi za elektrarno velikosti približno 300 kW. Zakaj ste šli v skupnostno sončno elektrarno, ne pa v navadno? Zakaj skupnostno, verjetno bi bilo za občino celo lažje brez skupnostnega elementa, to se pravi, zakaj smatrate, da je skupnostno boljše in kako konkretno bodo lokalni prebivalci vključeni v to zgodbo? Najprej za začetek, Hrastnik je, jaz sem bil sam presenečen, en od najbolj osončenih krajev v Zasavju in smo skupaj s Posavjem si delimo to drugo mesto za Primorsko, kar je mogoče napačna percepcija Zasavja kot neke zaprte temne doline. Mi imamo veliko sončnega potencijala tako v ljudeh kot tudi v soncu. Tako da brez tega sigurno ne bi začeli razmišljati o sončni energiji. Kot drugo, omenjeno je, holding slovenskih elektrarn gradi največjo sončno elektrarno. Prejšnji teden je upravna enota izdala gradbeno dovoljenje podjetju Rudis za 1,6 megavatno sončno elektrarno na drugem hribu in jaz mislim, da je prav, da tudi gospodarstvo in lokalno okolje temu sledi. Naj povem, da imamo z neki testnimi projekti v steklarni Hrastnik, ker je tudi, mislim, da GEN-I sodeloval, tudi ene poizkuse z vodikom, ki se proizvaja iz lastne sončne elektrarne na steklarni in jaz mislim, da je prav, da gremo skupnostno elektrarno razvijati ravno zaradi tega, ker skupnostna elektrarna v obliki zadruge je po mojem mnenju optimalna iz vidika, ker tukaj nima nihče namena zaslužiti. Ne zasebni partner, ne nekdo na trgu, ampak je namen v prvi vrsti participiranje ljudi, da se vključijo, sistem zmanjšajo stroške pri porabi električne energije, ter seveda enako tudi občina in javne površine, ki jih imamo. Na tem mestu naj povem, da je seveda največji hendikep občin na tem področju znanje, ki ga neki zasebni partnerji imajo, zato sem izrazito vesel, da so se projektu pridružili tudi Umanotera, Fokus ter podjetje Kisik. Kaj pa finance? Bodo občani tudi na nek način vključeni v financiranje naložbe oziroma kaj so tukaj dileme, ker verjamem, da so to podobne dileme v mnogih občinah oziroma vsaj bodo na neki točki? Finance so predvidene iz v bistvu različnih virov. En od virov je vstopni delež v zadrugo, drug vir je seveda kredit, ki naj bi ga pridobili za samo investicijo na podlagi tudi odjema, se pravi tudi odjema iz strani javnih zavodov oziroma občine. Tukaj računamo tudi na neka sredstva, ki so na voljo za financiranje takšnih investicij. In ja, jaz sem prepričan, da je to razpršeno financiranje dobro in da ima tudi na nek dolgi rok dobre posledice. Tisto, kar bi pa še pripomnil in je mogoče majčkeno skregano z logiko enega župana, da država sistematično spodbuja javno-zasebna partnerstva in ne zadružništva. Jaz sem osebno velik zagovornik zadrug in v teh javno-zasebnih partnerstvih ima lahko tudi državno podjetje velik interes kot naložbo v nek kapital. Jaz sem šel pregledovati recimo pogodbe občine pri energetskih sanacijah s Petrolom. Za občino je v resnici cenejše, če gre po kredit in naredi energetsko sanacijo sama, kot da dela skupaj z enim javnim podjetjem, ker pri njih je seveda donos pomemben. Jaz pa mislim, da ko govorimo o energetiki, energetski revščini in uporabi državnega in tudi občinskega denarja, je potrebno biti izrazito transparenten in zagovarjati javni interes. Super, hvala. Zdaj pa vas vabim, da si pogledamo kratek video navdihujoče nemške zadruge, ki kaže, kako ima lahko le nekaj lokalnih voditeljev res velik vpliv. Po jedrski katastrofi v Černobilu se je v vasici Šenau v Nemčiji oblikovala manjša civilna iniciativa.
Začela je z majhnimi lokalnimi aktivnostmi za varčevanje z električno energijo, vendar je hitro povečala svoje ambicije. Energetski uporniki so uspešno izvedli referendum in kampanjo množičnega financiranja, kar jim je omogočilo, da so odkupili lokalno električno omrežje in dobavljali le elektriko, ki ni iz jedrskih virov. Uspeh iniciative je prerasel v energetsko skupnost, ki se vse bolj posveča boju proti podnebnim spremembam. Govorili smo z dr. Evo Stegen o tem, kaj je spodbudilo državljane Schönaja, da so postali aktivni. Die geballte Arroganz der Macht, die ihnen entgegengeschlagen ist vom lokalen Monopolist, die hat so rebellische Energien freigesetzt, dass die Leute sich irgendwann die wahnsinnige Idee ausgebrütet haben, wir machen unsere Stromversorgung selber. Und das Ende der 80er Jahre, da hatten wir keinen liberalisierten Strommarkt und dass Hinz und Kunz damit mischen kann, das war so nicht gedacht. Also da hat der verzweifelte Monopolist dann auch gesagt, ja, wo soll das denn hinführen, wenn aus Atomkraftgegnern plötzlich Stromversorger werden? Ja, und wo das hinführt, das sehen wir heute bei uns. Wir versorgen über 200.000 Kundinnen und Kunden, wobei bei uns sind es Mitstreiter. Die ziehen richtig mit dran, dass das was wird mit der Energiewende. Und da kann das hinführen, wenn einige wenige einfach mal aufstehen und die Ärmel aufkrempeln. Das heißt, die fallen nicht vom Himmel, sondern die kommen irgendwo her. Und oftmals ist die Initialzündung eine super geile Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, wenn Sie vorher das Gefühl haben, Sie sind so ein Fliegenschiss im Weltall und ich kann überhaupt nichts bewegen. Und dann haben Sie die Möglichkeit, als winziges Menschlein mit einer winzigen Nadel einem fetten Dinosaurier in den Arsch zu pieken und das Viech jault auf und bewegt sich. Und das haben Sie geschafft. Dann denken Sie, boah, wie Droge, das möchte ich noch mal. V videu smo videli, da včasih zelo majhna skupina posameznikov tista, ki lahko sproži večji projekt ali, kot smo slišali, sproži iskro in zabode debelega dinozaura v rit. Gospod Beočanin, kako naj bi predstavniki občine komunicirali in vključevali občanke in občane, da bi se ti angažirali? Namreč to velikokrat slišimo iz terena od različnih občin, da v bistvu ne znajo vzpostaviti stika z občani in občankami, da bi dialog stekel jasno skozi očala energetskih skupnostnih projektov, in ali je občina tista, ki spodbuja participatornost, ali je sama organiziranost občanov tista, ki potem privede do nekih skupnostnih energetskih projektov? Pravzaprav oboje. Torej, poti pri vseh skupnostnih projektih sta dve. Ali nastane neka iniciativa, ki se oblikuje, bom rekel, za ali proti nečemu, in od tem izhaja, bom rekel, zelo močna povezanost. Tudi take izkušnje seveda so prisotne, torej tudi v prispevku smo videli sedaj, v bistvu, da je ena od možnosti dejansko za povezovanje in povečano participacijo ta, da se, bom rekel, skupnost upre nečemu, česar, bom rekel, ne želi. Druga je možnost je seveda ta, da se oblikuje okrog neke nove napredne ideje in, bom rekel, je ta inovacija kakorkoli tisto, kar se pravi inovacija za te posameznike, tisto, kar jih potem vleče naprej v večjo participacijo. Druga možnost je pa seveda tudi ta, da se občina kot taka oziroma lokalna skupnost kot taka v bistvu odloči, da in prepozna kakovost v teh skupnostnih projektih in jih pravzaprav ponudi potem svojim občankam in občanom. Kar se tiče Ajdovščine, skušamo, bom rekel, v tovrstnih projektih čim bolj vključevati tudi krajevne skupnosti, ki so tisti še ožji deli občin, ki so, bom rekel, občankam in občanom še bližje, s katerimi se pravi, so to predstavniki, s katerimi se dnevno srečujejo, s katerimi so dnevno v navezi in lahko, bom rekel, tudi sproti rešujejo pravzaprav vse izzive, ki jim pridejo nasproti. Višja kakovost participacije je zagotovo, če, bom rekel, štartamo od spodaj navzgor, ampak v vsakem primeru, bom rekel, pa sta obe smeri primerni, obe smeri sta dobri in obe smeri postavljata oziroma dosegata rezultate, ki si jih želimo. In verjetno drugo generirata, da če ene več, je potem tudi druge več in tako dalje, da se kolesje vrti. Zagotovo. Tudi, bom rekel,
posamezni projekti, ki nastanejo, bom rekel, na podlagi neke participacije občank in občanov, generirajo potem tudi številne nove. Kolikokrat se zgodi, naprimer, pa bom rekel, če stopim čisto na neke splošne zadeve, ne, da se v neki vasi montira neko novo igralo, ne, ki si ga, se pravi, na pobudo krajanov, ki si ga potem še številne vasi naokrog zaželijo. In enako je pri energetskih projektih, ne. Ko bomo imeli postavljene te pilote, ki bojo dajali zgled, kjer bodo lahko ljudje iz prve roke dejansko povedali, lej, v lanskem letu sem prehranil 200 € za energijo v hiši, ne, bo jasno, se bojo ti projekti selili tudi na druga okolja. Hvala, gospod Funkal. Kaj pa mislite, da je tisto, kar spodbudi slovenske župane in županje k angažiranju? Ne? Slišali smo pač o teh vlečnih konjih. Kaj je torej tisto, da postanejo županke in župani vlečni konji? Je to usmeritev države? So to strateški dokumenti, zakonodaja? Je to morda pričakovanje javnosti? Je to pritisk nevladnih organizacij? Kaj tretjega? Tukaj me zanima, glede na to, da veliko delate tudi s skupnostjo občin Slovenije, morda vaš pogled tudi na splošno na ravni občin v Sloveniji. Za začetek bi rekel, da je zelo odvisno od župana do župana, koliko je mu je področje blizu in kakšen angažma v nekaterih stvareh prepozna sam. Jaz sem razmišljal o tem, kaj lahko župani naredijo. Jaz mislim, da je prva podlaga sigurno za karkoli je priprava prostorskih načrtov. Če so energetske lokacije določene v prostorskih načrtih, je sigurno lažje potem tudi razvijati neke stvari. Drugo, kar je mogoče malce podcenjen lokalni energetski koncept, ki ga občine sprejemajo, podcenjen v smislu, da se daje premalo poudarka na zadeve, da ljudje v resnici ne vejo, kaj to je, da se svetniki ne seznanjajo s takšnimi zadevami in se ne vključujejo v razpravo. In v tretji stvari jaz prav zares veliko pogrešam, no, pač Zasavska regija je del sklada za pravičen prehod skupaj za Šaleško regijo in mi bi si kot lokalne skupnosti želeli biti vključeni v plane, ki jih delata tako Ministrstvo za infrastrukturo kot tudi Ministrstvo za gospodarstvo. Jaz mislim, da zapiranje rudnikov v Zasavju je primer slabe prakse, zaradi tega, ker mi smo zaprli rudnik ali pa smo tik pred zaprtjem, nismo pa prestrukturirali regije. Posledica Zasavske regije je minus 10.000 ljudi, minus 5 do 6.000 povezanih delovnih mest in na eni strani, če zapreš pipco z regulacijo in po drugi strani pričakuješ, da bo taka regija preživela brez državne pomoči, je po mojem mnenju malo deplasirana izjava oziroma malo deplasirano stališče, ki ga država na nek način od regije, ki je danes z BDP-jem na ravni Bolgarije v primerjavi z ostalimi slovenskimi kraji ima. Tako da jaz se na državo ne bi preveč zanašal, bi bilo pa dobro, če bi se lahko. Tisto, kar bi pa tukaj še dodal, v zadnjih tednih, mesecih se na številne občane, na številne župane obračajo občani, da naj se občine vključijo s subvencioniranjem cen energentov. Jaz lepo prosim, da župani tega ne počnejo, ker gre za izrazito demagogijo. Cene energentov so nekaj, kar bi mogla država ali regulirati ali najti mehanizem za to, da preprečimo energetsko revščino. To ni stvar lokalnih okolij, da vsak župan po svoje išče rešitve, ki bi mogle biti sistemske, in po drugi strani to ni namenska raba javnih sredstev občin. Se pravi, tukaj moramo biti zelo pazljivi, ko uvajamo neke subvencije kar ad hoc in je bolje delati sistematično, iskati skupnostne rešitve, kot pa neke všečne rešitve čez noč. Nekaj več o tem bomo tudi spregovorili še v naslednjem krogu. Gospod Golob, ali pomaga, če so skupine oziroma skupnosti že organizirane? Naprimer v Sloveniji so dobro organizirani gasilci, športni klubi, planinska društva, potem so tukaj še šole, zdravstveni domovi, pa seveda cerkve, pa še kaj. Ali bi bilo smiselno, da bi nagovarjali tiste akterje, ki imajo že dobro vzpostavljeno organizacijsko strukturo? Ja in ne. Bom izpostavil dva problema, ki, če jih ne pravilno naslovimo, ne moramo priti do rešitve. Glavni problem hitre solarizacije Slovenije ni v izgradnji sončnih elektrarn, saj ste slišali, 5 dni, 2 dni, 1 dan, ampak je v papirologiji, da izpolniš vse pogoje, da lahko dobiš soglasje za priključitev take elektrarne na omrežje. In
žal, ravno skupnostne elektrarne imajo z vidika papirologije najtežje delo. Prva, ki smo postavili na Jesenicah, pa so bili v bloku vsi za. Je trajalo skoraj 2 leti, da se zmišljujem na pamet, v Budanjah več kot leto dni, individualna je recimo 6 mesecev. Vsi ti roki so strašno dolgi. In če hočemo govoriti o hitri solarizaciji Slovenije, so ti roki predolgi, zato smo 26. v Evropi. Ne, ker imamo premalo sonca, ker imamo preveč komplicirane, po nepotrebnem, birokratske postopke. In zdaj, če se vrnem na to dilemo, kaj je boljše pri skupnostih, a je boljše, da gremo in izhajamo iz neke organizirane skupnosti, ki ustanovi zadrugo, ta postopek v Sloveniji praktično skoraj da papirološko, skoraj da nemogoče. Kako ustanoviti zadrugo, ki bo preživela test naše birokracije, to je neverjeten podvig. To je tako imenovan zaprt tip skupnosti. V Sloveniji zaradi birokracije, vsaj za moje mnenje, ne deluje, ker je prepočasen. Zahteva preveč jalovega dela na točki papirja in nobene koristi od tega papirja samega po sebi. Na drugi strani, možnost, ki jo mi naslavljamo s to, pa ne da bi delali z reklamo, ampak smo se namenoma to lotili, s to sončno skupnostjo GEN-I, želimo imeti tako imenovano odprto skupnost. Odprta pomeni, da lahko vstopi vanjo kdorkoli, kadarkoli. Da smo fleksibilni pri tem, kdo je član skupnosti. Ni zadružnik, je član skupnosti, ampak benefite ima podobne. Ker ravno s tem, ko damo narazen to dvoje, se pravi, da ni treba že preden sploh začneš postopek vedeti, kdo bo investitor, ampak če to se lahko vsak kasneje odloči, poskušamo pospešiti in to radikalno pospešiti izgradnjo teh elektrarn po Sloveniji. A bomo uspešni, bomo videli v prihodnjem letu, jaz sem velik optimist, ampak verjamem, da je to edini način, da bomo res množično strehe začeli izkoriščati. Še en fenomen je, in to je tudi vezan na javne strehe, zakaj recimo občine ne naredijo na vrtcih zase samooskrbe. Zelo preprosto, ker vrtci so prazni celo poletje, ko je največ sonca. Samo preko skupnosti, medtem ko ljudje pa rabijo tudi poleti energijo, samo preko skupnosti lahko to energijo, ki sije na streho javnih šol, vrtcev in podobno, spravimo do tistih, ki to takrat potrebujejo. In tle je ta komponenta, ki po naši spet pirologiji je skoraj da misija nemogoče, zdaj se pa to premika. Zato res apeliram, če hočete, da ne razmišljamo primarno o zaprtih skupnostih, čeprav so koristne. Tam, kjer je to možno, dejmo, ampak naše izkušnje z trga so, da mogoče 1 ali 2 na leto v Sloveniji zrasejo zaprte skupnosti. Tudi če jih je 10, je še vedno premalo. Ampak da razmišljamo o tem, da se postopki poenostavijo na način, da so skupnosti odprtega tipa. Kar pomeni, da lahko vanjo vstopi kdorkoli, kadarkoli, ne glede na to, kje živi in kdaj se odloči, da bo vanjo vstopil. Na ta način bomo res pospešili lahko to solarizacijo. In samo še eno, glede javno-zasebnega partnerstva. Dobro, omenjen je bil naš konkurent, on ima pač neko svojo politiko, jednomo se od njo spuščal, ni poanta v konkurentu. Primer Budani, pa je tudi šlo za neke vrste tripartitno partnerstvo. Javno, zasebno in vključili smo končnega plačnika, odjemalca. In jaz si upam trditi, da takrat, ko je končni plačnik vključen in ko smo mi kot zasebni kapital dolžni njemu polagati račune neposredno, spravi, ne da se skrivamo za občino, ampak mi mu povemo, toliko boste privarčevali, to je naša obljuba njemu. In valjda nas potem vsak mesec preverja, ali držimo svojo obljubo. In če mu kaj ni všeč, če je skupnost odprta, lahko odkoraka. Lahko odkoraka, to je ta poanta. Kako prisiliš zasebni kapital, da deluje družbeno, koristno in odgovorno, tako da ima neposreden stik. Občina, javni sektor je zraven, ker ima strehe, ampak tisti, ki plača, je neposredno zraven in ima pravico izbire in odhoda. In s tem v bistvu se tem dilemam, ki so v bivših javno-zasebnih partnerstvih, ki jih do drugih izvaja in so bile dileme, se jim izognemo, ker prevzame zasebni kapital odgovornost do konkretnih plačnikov in se ne skriva. No, ampak saj tudi zadruga je lahko odprta, ne? Če se pač tako dogovori, če so taka pravila in za pravila se pa dogovorijo zadružniki. Če vas malo spodbodam. Teoretično da. Jaz vam lahko dam primer. Ena streha, tudi če je elektrarna velika, je tam 60 gospodinstev.
V občini Hrastnik, nič ne osporavam, to je pomembno, prvi korak je pomemben. V občini Hrastnik je gospodinjstvo, ustrelim zdaj, recimo, da jih je 10 000, ne vem koliko jih je, recimo, da je 10. 60 jih bomo oskrbeli z eno zadružno elektrarno. Izjemno težko je priti z rešitvami, ki so skalabilne, govorim zdaj čisto v poslovnem jeziku, priti z rešitvami, ki bo vsakemu Slovencu omogočil, da prije do svoje sončne elektrarne. Zato rabimo vse strehe pobrati, ne ene. Ena je fajn za pilota. Pri teh, da bi jih imeli lokalnih zadrugah, se bo vedno iskala skupina, ki bo na lokalnem nivoju to realizirala in pozitivno je to, nič narobe s tem. Ampak če hočemo hitro celo Slovenijo solarizirati, rabimo tudi množične rešitve. Kombinacijo individualnih, zadružnih in množičnih. Ni dovolj, da se omejimo na samo enega od teh treh segmentov. Vse segmente moramo pokriti. Pač pa vse, a ne? Vse, absolutno vse. Ne, da ne spozum, vse. To pa ja, vse in hitro, ne glede na izziv, pred katerim smo. Ker energetske zadruge so lahko tudi odgovor na še kakšne druge težave in tukaj gremo sedaj v naš tretji krog. Si bomo pogledali kratek video inspirativne španske prakse Barrio Solar oziroma po slovensko sončna soseska, kjer pa sončne elektrarne igrajo pomembno vlogo naslavljanja energetske revščine. Projekt Barrio Solar je skupna pobuda energetskega podjetja, nevladne organizacije in občine Zaragoza. Projekt je namenjen spodbujanju skupnostne samooskrbe s sončno energijo v mestnem okolju, kjer prebivalci živijo v večstanovanjskih zgradbah in tako nimajo zadostnih površin za lastno proizvodnjo električne energije. Velike sončne elektrarne so tako nameščene na občinskih športnih stavbah, proizvedeno elektriko pa porabijo gospodinjstva in mala podjetja v okolici. V projektu Barrio Solar sodeluje 200 gospodinjstev in podjetij v bližini športnih objektov. V zameno za mesečno pristojbino v višini 6 € bodo imeli koristi pri prihrankih na računih za energijo, ki bodo v povprečju znašali do 30%. Poleg tega bodo 10% proizvedene električne energije podarili 20 ranljivim družinam. Primeri Španije kaže, da skupnostne sončne elektrarne niso le elektrarne. V skupnosti lahko odigrajo tudi pomembno vlogo naslavljanja energetske revščine. Oblikovanje družbeno pravičnih rešitev za podnebno krizo je v času hitrega povečevanja cen električne energije še posebej pomembno. Energetska revščina je splet socialnih, energetskih in stanovanjskih problemov in v Sloveniji tudi postaja vedno večji problem, sploh zaradi COVID situacije. Energetsko revno gospodinjstvo je po splošni definiciji tisto, ki si težko ali pa sploh ne more privoščiti primerno toplega stanovanja ali zadovoljiti svojih osnovnih energetskih potreb. Gospod Funkal, energetska revščina je tudi velik problem v Zasavju. Kako mislite, da bo sonce kot vir električne energije pripomoglo k naslavljanju energetske revščine pri vas? V primeru Španije vidimo, da je solidarnost ena izmed ključnih značilnosti, sicer po definiciji energetskega projekta. Vsekakor gre, po mojem mnenju, za kombinacijo. Ne gre samo za sončno energijo oziroma za delanje sončnih zadrug, tako kot je bilo omenjeno. Mi rabimo tukaj veliko širši koncept, da kaj takega spremenimo. Na drugi strani imamo veliko težavo tudi za vzpostavljanjem stanovanjske zadruge, ki je tudi skupnostni projekt, ki lahko omogoči cenejši dostop do stanovanj za mlade družine. Potem imamo na tretji strani izrazito centralizacijo Slovenije, kjer imamo cene nepremičnin v Ljubljani, ki letijo v nebo, gre za čisto gentrifikacijo, izrivanje vsega, kar je mlado pa ambiciozno na rob ali še kam drugam. In jaz mislim, da so to projekti, ki so zelo celostni. Zato, kot sem že prej omenil, v Zasavju smo z uničenjem energetike izgubili delovna mesta in v bistvu imamo zdaj demografsko izrazito veliko težavo, ker imamo eno najstarejših prebivalstev, izrazito slabo izobrazbeno strukturo v regiji in izrazito slabo logistiko. Se pravi, v Zasavju nimamo avtoceste, imamo slabe dostope, nimamo dostopa niti do Posavske regije, tako da mi smo praktično
v centru Slovenije odrezani od vsega. In zaradi tega je kot regija nezanimiva tako za investitorje, kot tudi za življenje v samih krajih. Jaz mislim, da to bi lahko zelo enostavno rešili z učinkovitim javnim potniškim prometom, predvsem železnica iz Hrastnika do Ljubljane je 56 minut z vlakom, s tem, da ustavi za vsako Jablano. In jaz mislim, da je to ena od stvari, ki lahko naredi Zasavje veliko bolj zanimivo za življenje, hkrati pa seveda razvijati koncepte od sonca, stanovanjskih zadrug in neke dobre uporabe in porabe električne energije. Tudi to je en od segmentov, ki jih velja razmisliti. Še enkrat pa, kot je bilo rečeno, recimo največja sončna elektrarna v Sloveniji je v Hrastniku, nastaja 3 megavate, s tem lahko skrbimo približno 800 gospodinjstv. To je največja v Sloveniji. Se pravi, zaenkrat smo na zelo slabi poti, da bomo s soncem to rešili in jaz mislim, da je potrebno narediti konkretne korake. Hvala. Gospod Pevčanin, katere druge koristi bi lahko lokalni skupnosti prinesli solarni skupnostni projekti? Obstajajo na primer energetske zadruge, ki so na to prevzele lokalno pošto, ki bi se sicer zaprla, ali pa na primer vodile lokalno trgovino. Ali so to morda tudi neke perspektive pri nas? Katerokoli povezovanje lahko konkretizira v številnih zadevah. In če, bom rekel, naredimo prvi korak povezovanja v skupnost na, bom rekel, področju energetike, sem polno prepričan, da se bo to povezovanje seveda razširilo tudi na druga področja. Bodisi v istih skupinah, bodisi deloma iz te skupine, pa nekaj iz druge skupine, bodisi, bom rekel, bodo nastajale po vzoru teh skupnostnih oblik reševanja problemov in izzivov druge skupnosti na drugih področjih. Tako da jaz tukaj prepuščam, bom rekel, vse možnosti za to, da do takšnih projektov dejansko tudi prihaja. Zelo različni so lahko ti projekti, tako bom rekel tisti, ki so nekoliko bolj v javnem interesu, kot tudi tisti, ki so pa mora biti celo izrazito tržne narave. Hvala. Gospod Golob, cene energije rastejo po vsej Evropi. To je seveda lahko dohodkovno revnejša gospodinjstva pahne v energetsko revščino, o čemer zdaj pravzaprav govorimo, ampak moje vprašanje pa morda še malo bolj na makro ravni. Zakaj morata iti naslavljanje podnebne krize in socialnih problemov z roko v roki? Ali če grem še dlje, zakaj morata iti demokracija in boj proti podnebnim spremembam z roko v roki? Mati Božja, nimam vseh odgovorov. Bom ostal pri energetiki. Dejstvo je, da energetska kriza je tukaj pred vrati in da šele prihaja. Tudi energetska revščina se bo še povečevala. Spravi, nismo že prešli točko najvišjo. V GEN-I-ju smo en del tega naslovili, tako da smo cene zamrzali. Se jih imamo že 8 let enake in imamo enake. Spravi, ne povečujemo revščine s tem, ko držimo iste cene. To je blažilo. Pravo zdravilo za energetsko revščino pa dejansko se da najti skozi borbo proti podnebni krizi. Danes smo na točki in ravno skupnostni projekti, ta skupnost, o kateri sem prej govoril, to dokazuje, Budanje dokazujejo. Danes smo na točki, ki pravi, da lahko raje kot da plačujemo za tekočo položnico elektrike z istim denarjem, zgradimo sončno elektrarno in si ob tem še znižamo skupni strošek. To je lekcija iz Budani. To je lekcija iz Budani. Ker je bil župan tako daljnoviden, da je rekel, vse bom dobil neki v proračun, vzel bom proračun toliko, da ne bom obremenil ljudi. Ker vem, da bo korist iz te strehe šla ljudem. In je dejansko omogočil, da je šla korist ljudem. Kar pomeni, prišel je zasebni investitor, GEN-I, nam je družbena koristnost zelo pomembna, ker imamo v našem poslanstvu in dokazali smo, da je možno nasloviti v isti sapi vse. Mi delujemo dobro in delujemo v korist planeta. Občina aktivira svoje premoženje, ki je sicer neaktivno, v korist svojih prebivalcev. In prebivalci izpeljejo zeleno preobrazbo in imajo nižje stroške. In zdaj, če to povežete z energetsko revščino, vse logično. Raje kot da daje socialna pomoč, plačuje položnice pri, v resnici, tistih največkrat, naših konkurentih, ki imajo cene itak više, kar pomeni, prelivamo denar
iz socialnega proračuna, zato da plačujemo položnice, ki so dražje, kot bi sploh lahko bile, namesto da bi jih investirali preko skupnostnih projektov v izgradnjo lastnih virov in bi vse muhe pobili naenkrat. Budanje so case, kjer smo pobili vse muhe naenkrat. Izpeljali podnebno preobrazbo, zeleno preobrazbo in še socialno pravičnost pripeljali noter in hkrati na dolgi rok izkorenili revščino. Je ni več. Tisti, ki so na budanjah naslednjih 10 let, jim ni treba skrbeti za revščino, ker je ne bo energetska. In veste, kako težko je to dopovedati ljudem, ker vsi kdo bo tu zaslužil? Nihče, ali pa vsi. In to je najlepše. Najti projekte, in to je ta zelena preobrazba, ki dejansko spremeni paradigmo delovanja cele družbe, to je lepota, če se na pravi način se loti. Ker smo na koncu lahko vsi zmagovalci. Sam bat se ne smemo. Ko se pa bojimo, in največkrat se bojimo sprememb, ker je to človeško, zamudimo te edinstvene priložnosti, da bi preobrazili sami sebe in še celo družbo na boljše. In to je tudi pot v energetsko demokracijo. Tako da, če se vrnem. In to je pot do energetske neodvisnosti in potem tudi demokratičnosti. Ker ko nisi, ta nemški case mi je bil zelo všeč. Kaj so oni naredili? Oni so najprej brcali dinozaura. Rekli so, nočemo biti od tebe odvisni. Hočemo biti neodvisni. In potem je sledila demokracija. Ko si ti od nekoga odvisen, ne moreš govoriti, da je sistem demokratičen, ker tisti, od katerega si odvisen, na bilo kjer način, ti prej ali slej izstavi račun, kot to počne država danes v Geniju. Izstavlja svoje račune, čeprav nič vložila v njih, ampak izstavlja svoje račune. Hvala, sedaj pa vas vabim, da si pogledamo še zadnji video o sveži raziskavi, ki kaže na to, da imamo v Sloveniji definitivno predpogoj za ta prehod, in sicer obilico sonca in obilico streh. To bo tudi iztočnica za vaše zaključne misli. Slovenija ima velik potencial za pridobivanje energije iz sončnih elektrarn. Koliko točno je tega potenciala in kakšen je potencial za skupnostne sončne elektrarne? Pogovarjali smo se z dr. Markom Kovačem, glavnim avtorjem študije Potencial sončnih elektrarn na strehah objektov v Sloveniji do leta 2050. Pred časom smo naredili analizo potenciala sončnih elektrarn na strehah obstoječih objektov v Sloveniji. Pri tem smo prišli do številke 28.000 gigavatnih ur letno. Pri analizi smo upoštevali nagib streh, tudi vremenske pogoje. Upoštevali smo pa v bistvu vse strehe, ki smo jih našli v registru stavb. Potencial, ki je precej velik, pri čemer treba povedati, da v tem trenutku je količina sončne energije, ki je proizvedena v Sloveniji, 290 gigavatnih ur, se pravi potencial je še mogoče krat 100, kar je kar veliko. Največje vprašanje je v bistvu ekonomike, največ elektrarna sodi na vsako streho, ampak vse je zanimivo ta sončni potencial glede na to, koliko energije proizvedemo v Sloveniji. Letno 16.000, mogoče 16.500 gigavatnih ur, skratka sončni potencial bi zadostal za kompletno količino električne energije. Gospodinjstva pa porabijo veliko manj, 3.600 gigavatnih ur letno. Seveda pa pri tem ne porabljamo energije skozi sam podnevi, kakor nam sije sonce, ampak v bistvu tudi po noči. Zato je mogoče smiselno tudi pogledati, kdaj je porabo največ. Največ energije, kot sem rekel, res poraba podnevi, pri tem so pa zelo zanimive mogoče javne stavbe, kot so šole, kot so bolnišnice, kot pa tudi gospodarski objekti, trgovine, kjer se večina stvari dogaja sredi dneva. Ali je torej, glede na vse slišano na današnji konferenci, prihodnost v Sloveniji vendarle sončna? Torej, slišali smo, da je potencial za nove solarne instalacije v Sloveniji ogromen. Da kljub temu, da smo počasni, da je trend pravi. Sončna revolucija je tudi eden izmed odgovorov na energetsko revščino, ne nazadnje pa zagotavlja veliko novih zelenih delovnih mest. Toda kje naj začnemo? Kaj je torej prvi naslednji korak za preboj skupnostnih sončnih elektrarn? Gospod Beočan, in pa začnimo z vami in prosim za vaše kratke zaključne misli. Torej, konkretno, kar se občine Ajdovščina tiče, bom rekel, smo po uspešnem pilotu, pravzaprav v fazi priprave pogodbe, s katero bomo pilotni primer preselili na strehe vseh
javnih objektov, kjer je izvedba tehnično možna in seveda z vidika osončenosti smiselna. In je to, bom rekel, kar pomemben korak na območju naše lokalne skupnosti. Takoj ob tem oziroma potem pa bodo moja prizadevanja šla v smeri tega, da nagovorimo k podobnemu tudi gospodarstvo. Sploh konkretno v Ajdovščini, ki je industrijsko mesto, imamo ogromne površine streh, ki ščitijo naše obrate pred dežjem, soncem in podobno in je škoda, da jih ne namenjamo pridobivanju sončne energije. Tako da bom rekel, usporedno s tem, ko bomo vse javne strehe dejansko dali v program skupnostnih sončnih elektrarn, bomo nagovarjali tudi gospodarstvo, da tudi njihove strehe se namenijo ta istemu namenu. Ja, tudi za, bom rekel, ožjo samooskrbo v smislu pridobivanja energije za potrebe delovanja podjetja, ampak tudi v skupnost. Hvala, gospod Funkal. Kaj pa po vašem mnenju oziroma iz vaših izkušenj najpomembnejši faktor, da bi uresničili vizijo skupnostno elektrarno, sončno elektrarno v vsako skupnost? Po mojem mnenju bi bil velik doprinos, da bi država z raznimi institucijami, ne govorimo samo o Ministrstvu za infrastrukturo, govorimo o Ministrstvu za okolje in prostor, govorimo o Ministrstvu za finance, tudi o Ministrstvu za gospodarstvo prepoznala, da je lahko zadruga ena od alternativ ustanavljanja nekih energetskih skupnosti. Če bi imeli to podporo, jaz mislim, da bi lahko država potencialno naredila zelo veliko. Vsekakor pa rabimo dober primer, tako kot je povedal kolega iz Ajdovščine, ker je na podlagi dobrih praks pomembno, da se stvari razvijajo naprej. Tako da, če vzamem besede gospoda Goloba iz začetka, s pozitivnim pristopom pa z optimizmom se da narediti ogromno. In dober primer bo dan, je opisan tudi na naši spletni strani dovoljzavse.si, kjer smo ga posebej vzeli pod drobnogled. In gospod Golob, glede na vaše dolgoletne izkušnje, kakšen je realni časovni okvir za ta preobrat? 10 let, 20 let, kaj menite? Ne, časa nimamo. Mi si moramo zastaviti cilj, da preobrat naredimo v tem desetletju. Se pravi, do leta 2030. Tle ni dileme. Jaz mislim, da je v resnici imamo to srečo, da je razvoj tehnologij tako hiter in da so te tehnologije komercialno že tako zanimive, da bo ta razvoj šel naprej, ne bom rekel skoraj samo od sebe, ampak neko inercijo že sam dobiva. Res pa je, da če hočem govoriti zdaj kot skupnost država, in ker smo vsi člani te skupnosti, naše države, Slovenije, pa lahko zahtevamo od vseh, na vseh nivojih, da poenostavijo postopke. Da ta cilj, ki je plemenit in za katerega se vsi strinjamo, lahko izvedemo čim hitreje in s tem tudi čim bolj učinkovito. Pa a so to postopki in principi peljave zadružništva, a so to postopki skupnostne samooskrbe, je v bistvu vseeno, vse moramo pospešiti. Ker nobene potrebe ni, da na teh res plemenitih in ne samo plemenitih, ampak dolgoročno edino vzdržnih temeljih, da jih zdaj sami blokiramo z našo papirologijo ali pa iz strahu pred spremembami. In zato je ta sprememba miselnosti, ki pravi, dajmo pogledati, kaj je pozitivnega, konec koncev je bilo to v Sloveniji pred 100 leti pozitivno, zakaj zdaj ne bi tega pospeševali, naprimer prav zadružništvo, in dajmo vse koncepte, ki so pozitivni, pozitivno diskriminirati. Kaj to pomeni? Ne, da jih obremenimo z dodatnimi regulativami, normami in podobno, zato da jih ne moremo uresničevati, ampak dajmo jih pozitivno diskriminirati na način, da jim damo prednost pred ostalimi pristopi, ki ne vključujejo načel solidarnosti, ki ne vključujejo načel sobivanja in sodelovanja in podobno. In mene tega ne bi bilo strah. Jaz nimam težave s pozitivno diskriminacijo. S tem ni nič narobe. To je lahko gonilo napredka skozi optimistične ali pa napredne ideje. In na nek način se mi zdi, da smo se malo Slovenci na tej točki strašili samih sebe v zadnjem desetletju in nekako se bojimo, kaj bo, če bomo nekoga diskriminirali. Če ga bomo pozitivno diskriminirali, bomo na koncu vsi zadovoljni. In jaz mislim, da je zdaj skrajni čas za to, da to naslovimo na pravi način. Super, hvala, lepa zaključna misel. In jaz bi zdaj na tej točki dala besedo poslušalcem, če je kakšno vprašanje. Vaše vprašanje lahko zastavite pisno v Zoom chat ali Facebook chat in če posebej namenimo kateremu izmed gostov, to prosim posebej napišite.
Že kar imamo vprašanja. Prvo za vas, gospod Bevčanin, glede postavitve v Budanjah. Na kakšen način je vaša občina podelila služnostno pravico? Preko javnega razpisa, podelitve koncesije ali kako? Služnost je oblika, kjer se, bom rekel, občinski objekt v določenem delu za določen namen odda, bom rekel, tista pravica nekomu drugemu. Konkretno za tudi velikost strehe, kot smo imeli v Budanjah, ni bilo potrebnega v bistvu nobenega posebnega postopka, torej skladno s pravilnikom, ki ga imamo generalnega za dodeljevanje služnosti, se je na vlogo GEN-I-ja, bom rekel, pripravil osnutek pogodbe, obračunala se je ta služnost in zadeva se je podpisala. Se pravi, brez kakršnih koli, bom rekel, zapletenih postopkov. Hvala. Gospod Golob, kaj je smiselnost sončnih elektrarn v kombinaciji s hranilniki električne energije oziroma tako imenovani trajni energetski krogi? Bo to zanimivo šele z novo uredbo po letu 2024 ali je mogoče upravičiti že danes? Dobro, trajnostni energetski krog ima svoj globlji pomen. To je zaenkrat primarno individualna samooskrba. Spravi, imate lahko neko lokacijo, hišo, če hočete, lahko celo proizvodnjo, kjer imate na primer težave z omrežjem, že danes, neodvisno od net meteringa, ki ne bi bil tisti, ki bi po 24. Jaz poznam par takih primerov, jaz sam razmišljam o tem, da to pri sebi doma naredim, zaradi tega, ker imam izpade omrežja, ker živim na podeželju. Trajnostni energetski krog ti daje več kot samo cenovno neodvisnost, to ti daje že elektrarna, trajnostni energetski krog ti da tudi dejansko praktično neodvisnost od izzivov, ki bo imela omrežje. Spravi, imaš na enem mestu tako vir, to je elektrarna, imaš svoj hranilnik in imaš naprimer še polnilnico za električni avtomobil. S tem si dejansko za večino ur v letu popolnoma neodvisen. Seveda izkoriščaš, nič narobe ni s tem, tudi priključek na omrežje takrat, ko je to ustrezno in ko to omrežje prenese. Hkrati pa veš, da lahko preživiš določeno obdobje tudi brez tega. Zdaj, nekaterim ljudem je danes pomembna samo cenovna neodvisnost in večina njih ostane samo na sončni elektrarni. Vedno več pa jih je, ki razmišlja dlje naprej in si omišlja tudi ta trajnostni energetski krog. Je nekoliko bolj komplicirana rešitev, ampak z več kot bo električnih avtomobilov, bolj bo postajala aktualna. In više, ko bojo cene tudi energije, bolj bo postalo aktualno in tudi omrežnin, bolj bo postalo aktualno ravno to, kako biti v bistvu priključen na omrežje čim manj časa in tle pridemo do koncepta trajnostnega energetskega kroga kot pravega in tudi dolgoročno vzdržnega. Hvala. Gospod Funkel, v krajevni skupnosti Bertoki, se pravi Mestna občina Koper, so v prvih korakih prenovi zadružnega doma, ki vključuje tudi solarizacijo, so v fazi priprave dokumentacije in zanima jih, samo sekunda, malo mi skače, zanima jih, kdaj v načrtovanje vključiti morebitnega zunanjega partnerja. Kako ste to naredili v Hrastniku? Mi nismo vključili zasebnega podjetja, mi smo se skupaj z znanjem, ki ga imajo nevladni sektor in podjetje, ki vendarle ima tudi nekaj sončnih elektrarn, pripravljamo projekt. Mi smo dobra praksa v nastajanju, mi še nismo dobra praksa. Jaz bi rekel, da sigurno pa je potrebno najprej videti, kaj se splača. V Hrastniku smo ugotovili, da se energetske sanacije domov krajevnih skupnosti, ki so v uporabi enkrat na teden, praktično skoraj nikoli ne splačajo. Tako da to je začetek mojega odgovora. Vsekakor pa vsak naj razmisli o učinkovitosti vsega, kaj počne. Hvala. Tukaj imamo še eno vprašanje. Pozdravljeni, najprej pohvala in čestitka občini Ajdovščina in podjetje GEN-I za projekt sončnih elektrarn Budanje. V občini Log Dragomer želimo po tem vzoru vzpostaviti pilotni skupnostno sončno elektrarno na strehah vrtca in osnovne šole. Prosim za priporočilo, na koga naj se obrnemo za začetek in uspešno realizacijo projekta. Je to na primer Zadruga sončnih elektrarn Slovenije, Manotera, Fokus, GEN-I, 3 pikice. Mi imamo s podjetjem GEN-I izjemno dobre izkušnje, tudi vse nadaljne projekte pravzaprav snujemo z njimi in moje priporočilo bi bilo seveda, da se obrnejo neposredno na podjetje GEN-I. Hvala.
Mislim, da smo izčrpali. Aha, nismo še. Prosim za mnenje, kako gledati na vprašanje pridobivanja surovin za proizvodnjo sončnih celic, naprimer rudniku v tako imenovanih tretjih državah, kot so Čile. Lahko. Okay, kljub temu, da razumem zaskrbljenost nad situacijo v Čilu, so moje izkušnje žal take, da je ta zaskrbljenost največkrat zaigrana. In da za temi, ki sprožajo te debate, največkrat so v resnici fosilni lobiji. Zato, ker ko se mi sprašujemo, kaj je večje zlo, in samo to moramo gledati, kaj je večje zlo, ali lahko rudnike v Čilu saniramo? Ja, jih lahko. Ali lahko podnebje saniramo, ko bomo šli čez točko preloma? Ne moremo. In za mene je odgovor enostaven. Ja, seveda, vsaka sprememba, tudi če hočete revolucija, tudi zelena, zahteva svoje žrtve. Pa se tudi imajo žrtve v zasavski regiji, ker smo morali toliko delovnih mest opustiti. V rudniku, ki je danes zaprt. Vsaka sprememba zahteva žrtve. Ampak vedeti moramo, zakaj in kaj je cilj. In vedeti bomo, kako bomo tem žrtvam pomagali. In zato pridemo do točke. Ok, vemo, da bodo potrebne žrtve, ampak cilj je tako pomemben, da jih bomo sprejeli in hkrati bomo sprejeli odgovornost za nje. Ker pomeni, zagotovili bomo sredstva za sanacijo regije in zagotovili bomo sredstva za rudnike v Čilu. Ampak najprej moramo rešiti osnovni problem in to je ustaviti podnebno krizo. Ne pa zato, ker nam nekdo vsiljuje moralno vprašanje, pa največkrat je še plačan, pa se opravičujem, če v tem primeru ne gre za isti case, stati pri miru in dovoliti, da nam planet pobegne izpod nadzora in potem, kaj bo pa bolj potem? Tako da, žrtve da, sprejmimo jih, sprejmimo odgovornost za nje, pa pojmo naprej in se ne sprašujmo danes, kaj je večje zlo. Samo eno je večje zlo in to je podnebna kriza. Pri čemer vemo, da nekatere stvari pa lahko predvidimo, ne, to, da bomo se pač znebili premoga, upajmo do leta 2040 v Sloveniji in da lahko ta prehod naredimo na pravičen način, ker vemo že danes, da stvari prihajajo. To je bil pač samo oseben dodatek, ker pač pravični prehod je ključna tema v tudi pač zeleni energetski revoluciji. Zdaj pa mislim, da smo počasi izčrpali vprašanja. Če bodo še kakšna vprašanja ostala nenaslovljena, jih bomo odgovorili po konferenci in vam bomo sporočili. Zdaj prišli smo do konca, jaz se vam res toplo zahvaljujem. Jaz mislim, da smo nekako izpostavili tudi ključne težave pri tem prehodu, pa vendarle smo inspirirani in polni motivacije za energetsko tranzicijo pri nas, tudi s pomočjo dobrih praks, ki so že in ki so v nastajanju. S tem tudi zaključujem naš današnji dogodek. V chatu boste zdaj našli povezavo na kratko anketo, ki jo prosim rešite, lahko jo tudi rešite kasneje, vam bomo še poslali po mailu. Z vašimi odgovori nam boste namreč pomagali, da prihodnje dogodke izboljšamo, zato se res priporočamo za vaše povratne informacije. Tako, Zoom dogodek bomo zaključili čez 2 minuti, da si po možnosti skopirate še kakšne relevantne stvari iz pogovorov. Hvala, srečno in sončno želim in se vidimo prihodnje leto.